Kar bi jaz mogoče glede samega filma še povedal je to, da danes je bila na nek način premierna predstavitev, kar se tiče Slovenije oziroma kinodvoran. Film Kate bo od tu naprej potoval po kinodvoranah Slovenije in upamo, da tudi po mladinskih centrih, klubih in tako naprej. Če koga zanima in ima kakršnekoli kontakte, tu je avtor in mu lahko sporočite po debati. Je pa vredno omembe že na samem začetku tudi to, da je film bil do zdaj prikazan že v Franciji na znamenitem Jean Rouge festivalu, tako isto v Ukrajini, tako isto na Norveškem in nekje v Severni Ameriki, tudi sam avtor ne ve kje, ne? Ampak Kanada, ZDA. Čestitke želim ti seveda oziroma želimo ti, da bo slovenska turneja kar se da uspešna. Je pa lepo tudi hkrati videti, da stvari, ki so prepoznane v tujini in so delo naših avtorjev, konkretno tebe, da so cenjene, prepoznane tudi doma, ne? Ti si prepotoval, Miha, velik del sveta, skupaj s partnerko Nino, snemal si že na marsikaterih območjih, imaš posnetke od tu in tam in tam in tam. Naslednji tvoj solo projekt je iz Sibirije, o njem seveda na samem koncu, če bo čas, ampak Kate si pa naredil, ne? Nepal je bil ta, Katmandu je bil ta, ti otroci so bili ti, ki so te pripravili do tega, da si ta projekt dejansko takoj speljal skozi. Ne takoj, od leta 2010 do 2014, pa vendarle zakaj ti otroci, zakaj Katmandu? Ja, najprej bi se zahvalil, no, da ste vsi prišli, preden odgovorim na tvoje vprašanje. Ja, otroci v Katmanduju, v bistvu je bila zadeva zelo organska, se mi zdi, no. Tako prvič, ko sem prišel v Nepal, sem se sploh s temi otroci spoznal, sem videl to situacijo na lastne oči. Bil sem prvič tam, moram priznati, kot turist, tako da niti nisem bil z namenom, da karkoli snemam, karkoli delam. So me pa otroci potegnili sigurno, no. Mislim, z njimi sem se spoznal, na malo višji ravni, kakor ostali turisti, se mi zdi, preživel tudi veliko časa z njimi. In že prvič, ko sem bil tam, sem spoznal v bistvu, kako so ti otroci na zadnjem mestu, ne? Od družbe, od ljudi, po kasnem sistemu so na najnižji točki, tako da v bistvu so bili nekako pozabljeni od vseh. In takrat se mi je pač tudi, za zdaj sem tudi dobil to idejo, da bi pa mogoče rad svojim znanjem, s tem, kar jaz delam, predstavil to problematiko. Zakaj sem pa ostal pri temu, je pa glih z tega razloga, kar sem zdaj povedal. Vsi jih zapustijo, noben se ne briga za njih, jaz sem pa rekel, mogoče pa lahko saj jaz nekaj naredim, ne. In me je to v bistvu gnalo, da glede na to, da sem jim se predstavil s kamero, da so videli, da želim nekaj delati, sem hotel to obljubo držati in se mi zdelo to najbolj pomembno, da nisem eden izmed mnogih, ki pride in gre in pusti pač to problematiko za sabo, ne. Bilo mi je res pomembno, da držim to obljubo in da, ker so me sprejeli in se mi zdelo to edino pravilno. Pa saj to je to, kar me tudi naprej zanima, so te sprejeli, čakaj, samo da razčistimo, torej od 2010 do 2014 je potekalo snemanje na terenu, kot bi se reklo. Ja, v bistvu niti ne, no, 2010 sem šel prvič, ja sem jih spoznaval, mogoče posnel par stvari, niti nisem vedel, kaj bom s temu. Pa vsako leto sem se vračal nazaj, zmeraj več sem posnel, s tem, da zadnje leto sem potem največ posnel, ne. Tako da je bil to nek tak proces skozi vsa ta leta spoznavanja problematike, spoznavanja otrok, tudi to, da sem se zbližal z njimi, da so oni meni začeli zaupati. In to mi je v bistvu omogočilo, da so se mi na koncu tako odprli in da sem lahko bil tam med njimi s kamero, brez da so jo oni sploh opazili. To je ta čudovita stvar, če dovoliš en kompliment, ni toliko za intermezzo, bolj iztočnica za naslednje vprašanje. Ta Sušil, ne, on jih poskuša organizirati v ulično predstavo in na koncu filma ne vemo, če mu je uspelo, boš ti kaj več povedal, ker si bil tudi letos nazaj tam in bil v stiku z glavnimi junaki, če tako rečemo, samega dokumentarca, ampak meni se je zdelo to dobro, on jih poskuša organizirati v neko ulično gledališko predstavo. Na nek način, ko človek gleda film, se zdi kot da
kot da bi igrali že v nekem filmu, ne? Zelo malokrat pogledajo v tvojo kamero. In to je tisto, kar me zanima, kako si uspel to doseči, kako si pridobil njihovo zaupanje, ker zgodbe so povedali sami, zlorabljeni, 100krat na 100 in 100 načinov, kako ti je uspelo biti z njimi, ne da bi bil v končni fazi kot snemalec z njimi. Ja, predvsem to, kar sem rekel, ne skozi čas, v bistvu, to, da sem se vračal k njimi. K njimi se ponavadi ljudje ne vračajo, ne. Turisti pridejo in vidijo na ulici, pravijo, bogi otroci, dajo nekaj denarja, dajo mogoče kaj hrane in grejo in se ne vrnejo. Isto velja za prostovoljce, isto velja za nevladne organizacije. Niso to, nekako, ljudje se ne vračajo nazaj. S tem, ko sem se jaz, se spomnim drugič, ko sem šel v Katmandu, ko sem se vrnil k tem otrokom, ne bom nikoli pozabil, ko sem prišel na ulico in ko so me te otroci videli, so vsi prelaufali k meni in me objeli, ne. In med tem časom je minilo 1 leto. Jaz sem bil 100%, se me oni ne bojo spomnili, ker na dan spoznajo toliko pa toliko turistov, toliko pa toliko ljudi, ne. In so se me spomnili in sem tudi videl takrat, koliko oni cenijo, da sem se jaz vrnil nazaj k njim. Ker prva stvar, kar jaz sem šel, je pogled, kako je z njimi, ne. Mislim, da zaradi tega, no, da so se mi za to vzeli so me za svojega, no. Tudi jaz sem z njimi preživel cele dneve. Šel sem kamor so oni šli, oni so mi pokazali svoj svet, odprli so mi svoje življenje in videli so, da v bistvu jaz od njih nič nočem. In da nisem zato tam, da bi nekaj od njih hotel, da bi jim hotel kaj slabega, da tudi sem jim dal jasno vedeti, jaz nisem tukaj humanitarni delavec, ki sem prišel, da vam bom rešil življenje, jaz sem tukaj, da predstavim vašo situacijo na način, kakor ga jaz znam in to je skozi film. Bo pa mogoče kdo drug, ki bo ta film videl, lahko kaj naredil, kaj več za njih, ne. In bil sem odkrit z njimi, pokazal, da jih nočem izkoristiti, kar je bilo tudi zelo pomembna stvar tukaj, ne. Da nisem eden izmed teh ljudi, ki sem prišel jih posnet tudi zaradi sebe, zaradi svoje koristi. In tukaj se mi zdi, da to je stvar, ki je pri teh otrocih zelo pomembna. Tokrat so bili že izkoriščeni, tokrat so bili že uporabljeni za marsikere interese in na ta način so se mi pol pač odprli in so me vzeli za svojega, no, tako da. Film je bil že končan, ko si nazadnje bil februarja pa marca, Tako je. sem zadeval. Ok, si bil spet v Katmanduju letos. Skratka, ajde, greva po karakterjih. Eden od njiju naj bo pripeljal do nevladnih organizacij, do te vsebinske tematike, ki je ključna za najino debato. Začniva s Sagarjem. Kaj je z njim? Ja, Sagar, to je ta lik, glavni junak, glavni izmed otrok, ki je na koncu na temu Ringelšpilu. On je v bistvu bil otrok, ki me je ta prvi sprejel. On je v bistvu, njega jaz spremljam že pač, kakor si rekel, 2010 pa do lansko leto, ne, se pravi, on je v bistvu tudi razlog, zakaj sem tudi spremenil zgodbo. Na koncu sem hotel prikazati to cirkulacijo otrok, kako oni pridejo na ulico, kako živijo in potem sem skozi Sagarja jaz v bistvu ugotovil, da je tukaj v bistvu veliko več v ozadju, ne. To delovanje nevladnih organizacij, izkoriščanje, zlorabe, vse te stvari. Jaz sem te stvari vse skozi Sagarja ugotovil. Sploh sem bil presenečen, da vsako leto, ko sem se vračal, sem jaz na ulici opažal, da so isti in enaki otroci so še zmeraj tam, ne. Se pravi, kar je bilo meni najbolj presenetljivo, glede na to, koliko je nevladnih organizacij tam. Kako to, da če jaz pridem naslednjo leto, da tam niso novi otroci, stari so pa pač že v sirotišnicah in rešeni, ne. In to od 2010 do 2016 so še zmeraj isti otroci tam, tisti, ki so preživeli seveda. In ja, on mi je v bistvu, prek njega sem jaz videl cel ta proces, kako je bil, takrat je bil star, se pravi, mislim, da nekih 12 let, ko sem jaz njega spoznal in zdaj nazadnje je bil že toliko star, da smatram v Nepalu kot polnoleten, se pravi, cel ta proces sem jaz skozi njega videl. In to je v bistvu najbolj boleče, ne, ker vidiš, da nek otrok že 6 let na ulici, v 6 letih se mu je stvar samo poslabšala in zdaj več ni žrtev, ampak je postal kriminalec zaradi svojih let in zanj ga več niso primerne nevladne organizacije, ampak zapor. Tako ga percipira pač družba, sistem, torej darilo za rojstni dan za polnoletnost je, da si iz žrtve spremenjen v kriminalca, torej v problem druge vrste, problem, na kateremu se ne da več zaslužiti. Tako je, res. Krišna, ta manjši deček, ne? Marca si stopil, oziroma februarja si stopil tudi v kontakt z njim.
če lahko poveš, kakšna je bila ta izkušnja. Ja, Krišna, kot sem ti že prej povedal, Krišna pa Sagar, Krišna je otrok, če veste, ki je imel Gangnam Style majico, eden izmed onih otrok, ki jih je probal Lalit rešiti. Krišna pa Sagar sta zelo različna, zelo nasprotna karakterja. Sagar je bil vodja genga, on je bil pozicioniran, on je imel pod sabo skupino otrok, se je znajdel na ulici, je hotel živeti na ulici, mu je ulica predstavljala svobodo. Medtem ko Krišna je bil pa otrok, ki je tudi užival svobode, ulice lahko rečem, uživam v narekovaju, skozi njihove oči, ampak po drugi strani si je pa želel, da bi bil rešen. On je pa želel imeti normalno življenje, on pa ni hotel spati na ulici. Ampak je bil problem ta, da je bil odvisen od lepila in je bila to ta stvar, kakor ga je držala na ulici. Ampak željo je imel pa veliko. In jaz sem njega takrat spoznal skozi te oči in glih zaradi tega je toliko težje, kakor pa vsako leto priješ in ga še zmeraj vidiš tam. Zdaj nazadnje, kakor si rekel, ko sem pa prišel nazaj, med tem časom, ko me ni bilo, ga je prišel en drug gang na ulico in ga je en izmed drugih otrok z nožem zaštihal hrbet in je ta otrok skoraj vstal hrom. Pač na eno nogo še zmeraj na pol jo ne čuti. In kakor se sliši grozen, je v bistvu bila ta situacija, kakor ga je rešila na nek način. Zaradi tega je mogel iti v bolnico, ker je skoraj umrl. Rehabilitacija je trajala več kot pol leta, on je bil v bolnišnici, je mogel dejansko ležati. Tudi če je hotel iti nazaj na ulico, ni mogel zbežati. In v roku tega pol leta se je on odvadil odvisnosti od lepila in zaradi tega je tudi zdaj lahko živi v neki sirotišnici. Je pa res, da zdaj nazadnje, ko sem bil tam, jaz sem s tem fantom ostal v kontaktu, ko sem mu povedal, da sem spet v Nepalu, da bi ga rad videl, sem prišel v eno izmed največjih nevladnih organizacij, ki je zadolžena za te otroke. To je ogromna ustanova, to mislim, da ima 5 centrov po Katmanduju in zdaj nastanjen v enem izmed njih, sem ga hotel iti obiskati, da sem z njima pogovorim. Mene, na primer, uslužbenci nevladnih organizacij niso niti sekunde pustili samega z njemu. Zmeraj sem imel okrog 3 ljudi, ki so poslušali vsako besedo, kar sem jih da pogovarjava, vsako stvar, prinesel sem mu pokazati film, plakat, vse te sem mu fajn zdel. To je v bistvu ta otrok, ker je na plakatu. To je v bistvu on. In ko sem jaz odšel pred, sem dobil njegov message, daj prosim reši me. Se pravi, mi je dal jasno vedeti, kako mu je težko biti v tej nevladni organizaciji. Vse to bo malo kasneje v teh razmerah, kako je, razmere so obupne, so res grozne za te otroke. To je tudi razlog, zakaj ti otroci raje živijo na ulici, kakor pa v neki sirotišnici zaklenjeni v sobi. Kar smatrajo za pravzaprav zapore, lahko se lotiva tega tudi zdaj. Čeprav, veš kaj, mora biti samo za kratek uvod. Fantastičen je ta del v filmu, kjer se predstavnika dveh nevladnih organizacij, torej Lalit pa gospa Child Protection Unit, prepirata za kdo, čigavi so tisti otroci, a tisti otroci so leta in leta na ulicah. Človek dobi vtis, kakor da se dva gangsterja prepirata za nadzor nad nekim uličnim teritorijem. In točno tako je, v bistvu. Katmandu deluje tako, da te gengi so nastanjeni pač po celem Katmanduju. Vsaka ulica ima svoj geng, vsak čuva svoj teritorij, ga tudi obvladuje in te otroci tam živijo. In isto nevladna organizacija, ki ne bi bila zadolžena za ulične otroke, situirana zraven teh teritorijev, smatra, da so te teritoriji v njihovi domeni. Se pravi, to je naš teritorij, za te otroke skrbimo mi in za te otroke ne bo skrbel noben drug. Se pravi, zdaj razlogov za to je več. Eden je definitivno ta, da oni se s temu promovirajo. Oni pokažejo v svojih spletnih straneh, svojih promocijskih materialih, za koliko otrok skrbijo, hodijo na ulico, jih slikajo, delajo z tega brošure, uporabljajo otroke praktično za promocijski material. Praviš skrbijo, pa skrbijo? Ne skrbijo, skrbijo za svojo promocijo. V bistvu, kar sem jaz preživel na ulici, jaz nikoli nisem videl enega izmed teh članov nevladnih organizacij, da bi bil dejansko na cesti, dejansko med temi otroki v kakršnikoli interakciji z njimi, pa sem bil po cele dneve tam, pa veliko časa sem tam preživel. Se je pa zgodil pol, zakaj je pa bila zdaj ta gospa s tem jopičem tam na ulici,
Ko sem jaz nekaj časa tam preživel na tej ulici, se je zadeva razvedla, sem imel ogromne težave z nevladnimi organizacijami, da jaz ne smem to delati, da ne smem na lastno pest biti na ulici, da ne smem na njim pomagati, ker nisem specialist, ne vem, kaj je dobro za te otroke. In je prišlo tako daleč, da je prišlo do groženj. Ne. Jaz sem mogel skrivati material, meni so prišli policaji v sobo, preiskati vse material, v glavnem. Imel sem velike težave. Ne? In takrat, ko se je to razvedelo, je kar naenkrat ta gospa bila vsak dan na ulici s tem Jopičem, zmeraj meni za hrbtom, zmeraj gledala, kaj počnem, ki se gibam, vse so pač rabili vedeti, ker so videli, kaj delam. Ne? In istočasno je Lalit prišel na ulico za idejo, da bo tem otrokom pomagal, kakšni so razlogi v tem kasneje. In seveda, na nekem teritoriju sta se srečala, on je učitelj nje, ona je učitelja njemu, se pravi, kdo se tukaj skozi ta primer se ogromno vidi. Jaz niti nisem vedel, jaz nisem ne prevajalca, ne načes, pojma nisem vedel, kaj se ona dva gresta. Sem stal zraven, posnel, v bistvu sem šele kasneje videl, da ja, da skozi to neko en drugega blatita, ne, kako so se pogovarjala. Zelo prikažete, kakšna je situacija. Ne. Se pravi, to je moj teritorij, ti nimaš tukaj nič delati, on mi je učitelj, da jim ne pomagajo, pa tako naprej. Blasta kot dva otroka. Ne, mislim, 25,000 nevladnih organizacij, dobro, si prepričan, ni 2500, ni 200. Ne, lahko rečem, da je 25,000 nevladnih organizacij, vse skupaj. Dobro, ne zdaj, da niso vse za ulične otroke. Ne, to je jasno. Normalno, da ne. Čistijo neko reko tudi. Ampak ja, čistijo reko, to je zdaj zadnji trend. Ne. Odpreti nevladno organizacijo v Nepalu, to je nekaj najbolj enostavnega. Se to pove, kako, zakaj jih je toliko? Ne? Ja, jaz sem šel naprimer v vladno ustanovo, kjer so zadolženi za nevladne organizacije z namenom, da bom odprl nevladno organizacijo, zato da sem videl, kakšen je proces. Nisem hotel zares odpreti, ampak sam zanimal me je, kako to zgleda. Mene je ona gospa rekla na šalterju, ja, ti mi moraš pokazati spisek, da imaš 2000 evrov na računu, izpolniš en formular in naslednji dan imaš ti nevladno organizacijo. Se pravi, v 2 dneh dejansko lahko ti nevladno organizacijo odpreš. In Nepal je ena izmed najbolj revnih držav v Aziji. Ne. Revščina je ogromna, ljudje so res bogi tam in eden izmed edinih načinov, da na hiter in res obogatiš, je, da odpreš nevladno organizacijo. Predstaviš neke programe, dobiš sredstva iz Evrope, iz tujine, tudi iz Nepala in na ta način ljudje kar zelo bogatijo. No. Najbolj bogate pisarne, najbolj bogati prostori, kar sem jih videl, so bili prostori NGO-jev v Katmanduju, vključno z UNICEF-om, kot smo ga videli v filmu. Ne. Tako da ja, eden izmed razlogov je sigurno to, da so Nepalci in tudi tujci, ne, tudi tujci hodijo v Katmandu odpirati nevladne organizacije. Niso to samo Nepalci. Ampak Nepalci so pa tudi videli nek hiter način zaslužka. Res je, da so res revni, nimajo niti družine za preživljati, mogoče me to izhod v sili, mogoče je to pohlep, tukaj nisem jaz, da bom zdaj to obsojal, jaz lahko sam povem, kakšna situacija. Čak, da nekaj preberem. Just One, samo eden, pa to je super navezava, Just One, samo ena še od teh organizacij. Ne? Bil sem na njihovi spletni strani, pa ne šalim se, to je prva nevladna organizacija, ki sem jo šel pogledati preko nekih linkov, ki sem jih dobil. Ne. Spletna stran, samo ena stvar, ne, to moram vendarle reči, nisem opravil nobenega intervjuja z nobenim predstavnikom Just One, ne vem kaj, ne bi rad, da dobite vtis, da govorim na pamet, samo prebral vam par stvari, pa pogledajte, če to spada v ta vzorec, o katerem govoriva. Prvo, njihova spletna stran organizacije Just One izgleda kot blog. Če greste pogledati, boste videli, da je kot blog. Za misijo imajo navedeno na vrhu spletne strani oziroma tegale bloga en stavek, ki je obupno razvlečen in meni se zdi odličen za prikaz tega, kako pravzaprav ta stavek nič ne pove. Ne? Je pa to delo zahodnjakov, zagotovo sklepam po imenih tam zbranih. Ne? Skratka, Just One
si prizadeva aktivno promovirati in zagotoviti izobraževalne pogoje za zapostavljene in marginalizirane otroke v Nepalu z delom na grassroots nivoju z otroci, njihovimi družinami in njihovimi skupnostmi z namenom izvedbe skrbno načrtovanih, kulturno razumevajočih, trajnostnih iniciativ. Ne vem, mislim, jaz vam lahko v angleščini preberem, boste videli, da znam prevajati, to tako je. Ne? K temu vam nujno moram dodati, je, da pač post takoj pod to misijo, ne? Rekel sem, da je kot blog organiziralo, ne? Organizirana spletna stran je A Final Word of Thanks and Goodbye. Skratka, po 12 letih zelo uspešnega dela, trdi neki Deklan, je moral Just One zapreti svoje prostore, ker se je na nekemu mitingu aprila letos zbralo 8 članov, ki niso bili znani organizaciji in prevzeli dejansko organizacijo. In potem je Deklan, ki mu je zelo mar za vse te stvari, naprošal We are no longer seeking or accepting any funds. Ne? Skratka, nehajte donirati denar. To je precej simptomatično, na nek način, bi se lahko reklo, morda zveni na pamet, ampak Lalitova zgodba je podobna. Ja, takih zgodb je ogromno. Ne? Ljudje ustanovijo neko nevladno organizacijo z dobrimi nameni. Zdaj, ne me tukaj narobe razumeti, so tudi organizacije, ki imajo dobro prakso, ampak v večini primerov je pa tako, no, saj tako sem jaz opazil. Velikokrat se zgodi, da se neka organizacija ustanovi in začne dobivati neka sredstva, nek denar. Ne. To je za njihove razmere velik denarja, zelo velik denarja. Se velikokrat zgodi, da to ljudje okrog opazijo, vidijo, so ljudje z različnih sektorjev, ki hočejo imeti del pogače, vse to je znana zgodba tudi drugje. Ne. In tukaj je bila zanimiva zgodba z Lalitam, no, kakor sem prej rekel, veliko tujcev pride v Katmandu odpreti neke nevladne organizacije za to, z različnimi razlogi. In eden izmed njih je bil nek Erik iz Nemčije, je prišel in je ustanovil točno to nevladno organizacijo, ki ste jo videli v filmu, se pravi tako, ker so hoteli rešiti te 3 fante. Ne. On je to ustanovil z namenom, da bo organizacija namenjena uličnim otrokom. Se pravi, organizacija je bila ustanovljena pod imenom Organizacija za ulične otroke. Ne? In ker pač ta gospod Erik zaradi vize in zaradi drugih razlogov ni mogel biti celo leto v Nepalu in to je v večina primerov tako, ne? Si je najdel neke lokalce, neke Nepalce, ki bojo skrbeli med tem, ki njega ni za to nevladno organizacijo. In v tem primeru je bil to Lalit. Ne? On je najdel Lalita, mu je 100% zaupal, mu prepustil nevladno organizacijo, ko njega ni, ne? In odšel nazaj v Nemčijo. Ne? Zdaj, zanimiva stvar je bila, kar se je on vrnil nazaj, je bilo to, da pač ta nevladna organizacija ima, mislim, da nekih 10 do 15 postelj, pogradov, kot ste jih videli noter, nud za jest, pa par televizij, to je to. In zanimivo je bilo, ker se je on vrnil nazaj, da je ugotovil, da vsi tisti ulični otroci, kot jih je on na začetku probal spraviti noter, nobenega več ni bilo v tej sirotišnici. Se pravi, vsi ti otroci so šli nazaj na ulico, ne? In kar naenkrat so se pojavili tukaj neki drugi otroci v sirotišnici. In to je ta zgodba, ki se pojavlja non-stop v Nepalu. Se pravi, kaj delajo? Te ulični otroci, to so odvisni od lepila, odvisni tudi od drugih hujših drog. Z njimi je zelo težko delati. Ne? Pač, če nisi ti specialist na tem področju, če ti nisi nek psiholog, če ti nisi nek strokovnjak za odvisnost, je z njimi zelo težko delati. In v večini so te ljudje, kot te Nepalci, ki delajo z njimi, ali pa tujci, to niso strokovnjaki. To so pač ljudje, ki rekli, bomo imeli NGO, se pravi, nudili jim bomo prenočišče pa hrano, zaklenili noter in oni to smatrajo kot pomoč. To je ta v bistvu ključen problem tukaj. Ne? In on, ki je prišel nazaj, je ugotovil, da so neki drugi otroci bili te organizaciji in kaj se dogaja je v bistvu to, da ker zadeva rata preveč težka, grejo te lastniki teh organizacij ponavadi po vaseh in obljubljajo staršem boljšo prihodnost za njihove otroke, obljubljajo jim možnost izobraževanja, obljubljajo jim marsikaj, ne, se pravi, in po drugi strani
tudi kupujejo otroke. Ne. Se pravi, oni grejo, plačajo nekaj denarja za starše, zato da starši se odpovejo svojim otrokom in jih nastanijo v teh sirotišnicah. Ne. Po drugi strani v velikih sirotišnicah se pa dogaja tudi to, da potem dajo te otroke v posvojitev. In to v posvojitev v Evropo in posvojitev drugod po tujini, brez da ljudje, ki jih posvojijo, vejo, da imajo te otroci sploh še starše. Se pravi, so tukaj so se non-stop pokvarjali te stvari in kaj ta Erik prišel nazaj in je videl, da so drugi otroci v sirotišnici, je totalno znoro, je rekel, da mi smo organizacija za ulične otroke, ne organizacija za otroke z vasi, sej ne rečem, marsikdo potrebuje pomoč, pa to sami zdaj tukaj govorimo o specifični grupi. Ne. In je zaradi tega pač pustil zadevo in je prišlo do iste težave. Isto je napisal, se spomnim, takrat na spletne strani povsod, ne več donirati denarja te organizaciji, ker jaz več ne stojim za temu in moje ime tukaj ni več podpisano. Ne. Kljub temu, da je Lalić naprej to organizacijo, jaz ne pravim, da je on kupoval otroke, jaz ne pravim nič takega, ker ne vem, kako je on prišel do teh otrok. Vem pa to, da ko sem jaz prišel do njega prvič s kamero, ko sem jaz njega spoznal, sem takoj začutil, takoj videl, da v bistvu on hoče rešiti te 3 otroke iz ulice samo zaradi kamere. In samo zaradi tega, ker bom jaz njega posnel. In to je bilo meni etično zelo nesprejemljivo. In jaz sem takrat rekel, ne, ni šans, ne bomo se šli zaradi tega samo zaradi kamere, ampak po drugi strani sem pa rekel, nič, mogoče pa res dober misel, nekako sem imel neko zaupanje v njega, mogoče pa res misel rešiti 3, pa če bo pa razlog za to kamera, pa če na koncu zadeva uspe, so pa 3 otroci rešeni. Ne? In sem jaz pol njega vseeno sem njega sledil s kamero, pol, kot ste videli, je bila zadeva neuspešna, obupal je v istem trenutku, ko so otroci šli nazaj na ulico, nikoli več potem ni poskusil. Tisti Erik ustanovitelj se pa tudi nikoli ne vrne nazaj. Ne. In to ni samo ena zgodba, to so zgodbe v večini teh organizacij. Ne. Da, v poplavi, mislim, pri številki 25,000 govoriti o Lalitu ali pa Just One, seveda, ampak lahko pa vendarle potegneva neko črto, to je zelo očitno iz Kateja, da pa tudi sicer revščina je dober biznis, veš. Zato imamo revščino. Revščina je dober biznis. Številne, tudi največje svetovne organizacije, to je za preveriti, ne me držati za besedo, ampak mislim, da se ne bi zapomnil, če ne bi vsaj nek kredibilen vir. Jaz mislim, da UNICEF za vsak evro pobere 75 centov samo za administracijo. Videl sem marsikje po svetu zelo podobne zadeve. Ne. Pač, tako kot si že sam rekel, da se ne bi zdaj zapletel svoje besede ali pač ponavljal tvoje, kdo ima najboljše vile, hiše, prostore v tako imenovanem tretjem svetu. Ne. Revščina je dober biznis, zato tudi obstaja. Ne. In ni namen številnih nevladnih organizacij, pa tudi nadnacionalnih, Združeni narodi vendarle niso nevladna organizacija, tipična, rešiti revščino. Ne. Pridemo na koncu do tega. Ne. Veš, kaj me zanima? Piše vendarle ena od 2 večjih, da je v Katmanduju nekje med 1200 do 1500, številka 1500 se največkrat ponavlja, uličnih otrok. Ti trdiš, da je številka po tvoji oceni, na zadnje si bil pa vendarle niti pol leta nazaj, veliko prenapihnjena. Ja, te raziskave, kakor si jih ti dobu, izvaja v bistvu samo ena izmed organizacij v Katmanduju. To je CVIN, to je ena izmed največjih teh organizacij, to je tudi ta, kjer je Krišna zdaj pristal, ker me niso pustili zraven. Oni imajo zelo veliko od tega, ne, od teh otrok. Tukaj jaz sem imel zelo slabe izkušnje z njimi. Predvsem ena izmed takih je bila, napihujejo, kakor sem že prej rekel, uporabljajo te otroke za promocijski material. Oni pridejo na ulico, jih poslikajo, posnamajo, naredijo zgodbe za zjokati se in na ta način služijo. Ne. Jaz sem imel na primer zelo slabo izkušnjo, ko sem enkrat prišel na ulico in sem videl, pač te otroci so večinoma bosi, kakor ste videli. Bosi, strgani, pač nimajo nič za napraviti, zgledajo bogi. Ne. In sem rekel, redo, če sem pa že glih tukaj, grem jaz malo do popotnikov, tam, kjer sem bival, ne, bo dal vsak neko majico, vsak nekaj, kar mu je odveč. In se spomnim, da so takrat Svaznino nabrala, ne vem, neke 4 ogromne potovalke, oblek, čevlja, vsega. In ko so prišla na ulico do teh 2 gengov, s katerimi sem jaz bil dober, pa s katerimi sem jaz bil,
vsak je bil napravljen, vsak je imel majico, vsak je imel hlače, vsak je dobil čevlje, se pravi so izgledali kot neki normalni, ne me zdaj narobe razumeti, ampak so izgledali neki otroci, kakor niso bogi. Ne? In pridem jaz naslednji dan nazaj na ulico in ugotovim, da spet otroci bosi, spet strgani, spet brez oblek, spet umazani. Sem rekel, kako če sem vas včeraj sem dal za obleči vse, nič, ne. In v bistvu nevladna organizacija jih je videla, je prišla, jim je pobrala vse obleke, vse čevlje, vse stvari, zaradi tega, ker te otroci morajo za njih zgledati bogi na ulici. In morajo zgledati bogi, ker če zgledajo oni bogi, oni lažje dobijo denar. In to je dejstvo in tudi, če greste pogledati njihove spletne strani, prikazujejo največjo bedo, nikoli ne prikažejo otroškega sreče, veselja, prikazujejo najslabše stvari, zato ker to pač privlači denar. Ne? In tudi ena izmed stvari je, kar se te nevladne organizacije, toliko je daleč prišlo, da ljudje odpirajo nevladne organizacije samo na papirju. Ne? Tako, ko imamo tu slamnata podjetja. Tako imamo slamnate NGO-je. Jaz sem hodil zgubljen po Katmanduju, ker sem hodil, mislim, da sem obiskal kar nekih preko 30, lahko rečem še celo več teh nevladnih organizacij, delal z njimi intervjuje, ker sem upravljal to tudi za magistrsko nalogo na antropologiji. In iskal nevladne organizacije na papirju, njihov naslov, njihova spletna stran, vse, ko sem prišel do hišne številke, ali je bila napol razpadajoča hiša, ali hišne številke niso obstajale, ali so bile prazne hiše, na telefon se nikoli noben javljal, se pravi nevladne organizacije, ki načeloma sploh ne obstajajo, samo na papirju. Ne. In ja, to je ta biznis, ker ljudje so v tem videli denar in ko enkrat vidijo denar v tem, je zadeva se potencira in je zmeraj hujš. Kar se tega, veš, napihovanja številk tiče, jaz vem, oziroma zdaj se spomnim en primer, mislim, da je bila Nigerija, kjer so napihnili številko obolelih od AIDS-a, oziroma HIV virusa v svoji državi, seveda da oblasti, za preko 200%, za voljo seveda denarja. Seveda za voljo denarja, kar ti potem skazi sliko na globalni ravni, če to posnemajo tudi druge države. Skratka, matrico sveta vedno nekako imajo prste vmešani vmes, goljufi. Zdaj, gledam uro tam, je super, da jo imam pred sabo. Še dve vprašanje, ker bi res mogoče rad pustil prostor še, oziroma čas publiki. Ok, če se ne splača dajati denarja tem nevladnim organizacijam, tako imenovanim, in te nevladne organizacije na svojih spletnih straneh pravijo ne dajati denarja otrokom na ulici, čudovita spirala, kaj pa recimo volonterstvo, tega je pa tudi veliko, to se oglašuje, pridite, bodite prostovoljke, prostovoljci. Ja, in plačajte velike vsote denarja, da ste lahko prostovoljci. Sam ni pa samo denar. Kar je negativna posledica za te otroke, na to ciljam. Ja, sigurno. Te prostovoljci, v bistvu to je tudi ena zelo zanimiva stvar. Tukaj bom pol izpostavil več problemov v programih teh nevladnih organizacij, ampak eden izmed teh je ta prostovoljci, ki pridejo. Oni na veliko oglašujejo, pridite, pomagajte uličnim otrokom, preživite čas z njimi, brez kakršnih koli zahtev, brez kakršnih koli nekih zahtev, kaj moš ti znati v življenju, ali moš biti strokovnjak na tem območju. Vsak lahko pride, lahko vsak pride. Največji problem je pa to, da te ljudje pridejo ponavadi za 2 meseca, 3 mesece. Redko kdaj vidiš, da ljudje pridejo kot prostovoljci za dalj časa. In to predstavlja en ogromen problem. To so otroci, ki so bili velikokrat v življenju izdani, velikokrat v življenju zapuščeni, znova in znova, izgubili zaupanje v ljudi, bili na zadnjem mestu. Zdaj pa pogledajte to situacijo, zdaj pa pridejo neki prostovoljci, ki jih dajo k njim na ulice ali pa pač v tistih parih primerih, ko jih zadržijo za nekaj časa v sirotišnicah, ostanejo z njimi 2 meseca, ti otroci začnejo tem prostovoljcem zaupati, jim začnejo se odpirati in po 2 mesecih jih zapustijo. In s tem naredijo v bistvu več škode kot koristi. Zato, ker še eden, kot jih je zapustil. Se pravi, ti, če hočeš tem otrokom pomagati, moraš biti tam dalj časa, moraš razumeti situacijo. Tudi s tem, kar sem jaz hodil, pa
odhajal. Ne? Tudi jaz grem zmeraj in zelo s težkim srcem, ker pač ne morem biti skozi tam. Ampak da pa ti prideš tja za 2 meseca in pomagaš na nek način in potem greš iz njihovih življenj, naredi to več škode kot koristi. Ne? Dobro, če se vrneš, tako kot si se ti, ni da ti piham na dušo, ampak sam si rekel, da so te objeli. Ne? To se cenijo, zelo cenijo. Sklik zaradi tega, ker jih ljudje zapuščajo, ne, in se ne vračajo. In s temi prostovoljci pa spet nevladne organizacije služijo ogromno denarja. Ne. In kot sem rekel, je tukaj ta problem, da to so prostovoljci, ki niso strokovnjaki na tem področju. In te nevladne organizacije točno vejo, na kakšen prefinjen način v bistvu oni ohranjati problem, ne, se pravi, da problem ostaja na ulici in s tem načinom zaslužiti. Ne. Zadeva je taka, oni smatrajo, to je največji problem, je to, da oni smatrajo pomoč, da otroka dajo v sobo, mu dajo posteljo, mu dajo vsak dan za jesti isto hrano, ga zaklenjajo noter, mu prižgejo televizor, tako kot ste videli v filmu, in temu pravijo oni pomoč. Ne. Potem naslednja faza pa je, zdaj bomo pa mi dali otroke v šolo. Ne. V šolah v Nepalu še zmeri uporabljajo fizično nasilje, še zmeri tepejo z bambusovim palcem otroke. Ne. Se pravi, otroci, ki so bili fizično zlorabljeni doma, v svojih vaseh, razlogi, zakaj so prišli na ulico, ki so bili fizično zlorabljeni v nekaterih nevladnih organizacijah, jih potem dajo še v šole, ker so spet fizično zlorabljeni, spet doživljajo neko nasilje. In seveda normalno, da vsak izmed teh otrok prvo, ko ga zaklenejo v sobo, to so odvisneži. Ne? On spet rab lepilo, spet rab droge, se vrne nazaj na ulice, rab svobodo predvsem, ne? Rab svoje prijatelje, rab ulične otroke. Na ulici boljši je, kot v sirotišnicah, ker jim turisti dajo hrano. Ne? Se pravi, ni zdaj tukaj ta slika lačni otroci z ulice, jejo boljše na ulici, imajo družbo, seveda, škodijo sebi, ne doživijo dolg let, so vsi bolni, zelo veliko slabih stvari. Ne? Ampak sirotišnice pa namenoma, moje glavno vprašanje je bilo, ko sem hodil od nevladne organizacije do nevladne organizacije, je bilo, kaj pa program rehabilitacije, ki imate pa vi kakšno rehabilitacijo za te otroke, ki imate pa vi kakršenkoli program, da jih skinite dol iz droge, zato da jih boste lahko pol naprej integrirali v družbo ali pa karkoli. Ne? In tega nima, ni to pa lahko rečem, da nima niti ena organizacija. Niti ena, ne? Nimajo ne strokovnjakov. In tukaj se jaz pol vprašam, le zakaj, a je to za nalašč, ali pa je to res zato, ker so tako neklasificirani. Ma ni, to je za nalašč. Je bilo to retorično vprašanje, valjda. Mogoče. Okay. Ko si omenil šole, ne, da ne bo zdaj kdo odkorakal tukaj stran pa mislil, da si proti šolam, ampak je problem. Je problem, si mi ga razlagal, če lahko še, normalno, spregovoriva tudi o tem. Pridajo v neko, to sem tudi vedel jaz, na vseh kontinentih, razumeš, mislim, pridajo skratka v nekam, kjer so ljudje vajeni svojega življenja, svojega tempa življenja, svojega načina življenja in potem pridajo z zahodnjaškimi raznimi inštrumenti, metodami in tako naprej. Ena od njih so seveda šole, sponzorirane strani UNICEF-a. Ja. Spregovori kar o tem. Kje je tu problem? UNICEF je bila ena izmed večjih organizacij. UNICEF je tista organizacija, ki so šli na koncu spraševati po neke odgovore, pa itak dobo ne preveč odgovorov. Ampak UNICEF, naprimer, ta cela stavba je bila zadolžena za otroke v Nepalu. Ne? UNICEF je ogromno denarja posveti otrokom v Nepalu, ne? In posebej uličnim otrokom. Ne? Se pravi, tukaj je bilo vprašanje, kako pa vi pomagate direktno otrokom na ulici pa tako dalje. Ne? In pač ta gospa je povedala, da oni ne pomagajo direktno otrokom, ampak pomagajo neposredno s tem, da hodijo v vasi, v Himalajo in v vasi, ki so težko dostopne in tam gradijo šole in jih skozi izobrazbo hočejo prevzgojiti, da do tega problema ne bi več prihajalo. Ne? Sliši se vse lepo in krasno, ampak ko pa pogledaš realnost, kot si rekel, ne, tam te vasi, to so ljudje, ki so že 300-400 let, ne vem, popolnoma samozadostni, to so ljudje, ki živijo v naravi, narava jim da vse, kar rabijo za preživetje, ne uporabljajo še danes marsikera vas denarja, vse je blagovna menjava. To so ljudje, kjer sem se jaz naučil
največje sreče med ljudmi, pa čeprav nimajo praktično nič, ne, so zelo preprosti, ampak njihov način življenja funkcionira in ga imajo prilagojeni na okolje, imajo znanja, ki so za njih pomembna, ne. In potem pridemo mi zahodnjaki in seveda z našo superiornostjo, da pač bogi ljudje, oni pa ne znajo brati, oni pa ne znajo pisati, oni pa ne znajo angleško, ne, kakšni reveži so oni. Dajmo jim šole narediti in jim bojo prezgojili in potem ne bo več nobenega problema, ne. In potem se te šole zgradijo in kar naenkrat otroci več ne morejo doma pomagati pri kmetiji in zadeve potegnejo druge stvari za sabo in so začele kmetije množično propadati. In to je zdaj množičen proces, mislim, stvar, ki se dogaja v Nepalu je, da zaradi teh šol kmetije propadajo in ostajajo stari starši sami, stari, ne morejo več skrbeti za to. Se pravi, te otroci, ki so dobili zdaj to neko naše zahodnjaško znanje, silijo v mesto, se pravi, iz neonesnaženega prostora v onesnažen, iz mirnega prostora v mesto, ki jim ne nudi prav nič dobrega. In zaradi tega pol otroci, marsikdo izmed teh otrok tudi pade v te genge uličnih otrok, zato ker prva stvar, ki pride na ulico, da preživi, je to, da gre v geng in dobi prva stvar, kar dobi, je vrečka z lepilom, zato da ne bi čutil lakote. In tukaj so pol te posledice in to je bilo meni zelo, ker sem jaz njo poslušal, kako oni šole gradijo, pa kako oni njim pomagajo, ne, pa pol vidiš, kaj to za sabo potegne. In zdaj so vse te vasi so prazne, večinoma, no, zmeraj bolj ljudje grejo in to predstavlja en tak velik problem. Ne, in zakaj pa jih učijo angleščino? Zakaj silijo? Zato, ker so reveži, ker ne znajo angleško. Zato, ker imamo mi pač ta nek odnos do njih, da pač naše znanje je primerno tudi za njih. Ne, in tukaj je ta največja napaka, da naše znanje ni primerno za njih. Mi bi mogli iti k njim, spoznati njihovo kulturo, spoznati, kdo oni so, kaj oni rabijo, mogoče bi bilo njih ne treba naučiti, kako hitrejši krompir poberejo, ne pa kako angleško govorijo. Ne. In ja, to je ta nevednost. Jaz tukaj ne govorim, tukaj ogromno ljudi pride to delati z dobrim srcem. In to so ljudi, ki dejansko hočejo pomagati, ampak ne preživijo dosti časa tam in ne probajo razumeti kulture. In s tem, ker ne razumejo kulture, naredijo to veliko napako in še danes živijo v tem zmotnem prepričanju, da so naredili dobro. Ne. In ja, mogoče pa kjer mu otroku so poboljšali življenje zdaj za razvoj, ampak to je pa zdaj stvar druge debate. Ne. Pa dobro, če 25,000 nevladnih organizacij ni pomagalo, vsaj 25 in pol je to, ne vemo, no. Šala, valjda, ironija oziroma sarkazem, morda neumesen, ampak jaz bi sam še eno stvar, preden predam besedo, povedal, pa tudi ti dopolni, če ti še pade kaj na pamet, nismo omenjali nepalskih oblasti, ne. Pa bi jaz samo eno stvar tukaj omenil, kar se tiče režima, jaz vlade rad imenujem režim, in sicer 2014 je bil v Londonu organizirano nekaj, kar se imenuje Girl Summit, ne vem, ne znam to res ne znam prevesti. Girl Summit, tja pridejo vsi ti lideri sveta pod pokroviteljstvom zahodnega sveta, seveda tudi iz tako imenovanega tretjega. Nepalska vlada se je zavezala, da bo do leta 2020 odpravila problem, ki je zelo velik problem v državi in to je problem pač mladoletnih nevest. Mi tu govorimo o zelo, zelo mladih otrocih in ženino, ampak v glavnem nevest. Ne. In leta 2016, mislim, da mesec dni nazaj je nepalska vlada se odločila, da do leta 2020 tega problema ne bo mogoče rešiti in so podaljšali po 2 letih tuhtanja na leto 2030. Skratka, to je ta vrtinec, to je ta spirala, v kateri pač nekateri iščejo in lahko najdejo lahek zaslužek oziroma pač pogubljenje, odvisno na kateri strani človek je. Nimamo dosti časa za vprašanja, mogoče 1, 2, če so, če ne, Miha bo tudi tukaj še po zaključku uradnega dela. Prosim, Toni. Ja, seveda, to je bil tudi namen. Pokazal sem jim film, mogel sem jih malo iskati, ker so bili razkropljeni, ne, enim sem lahko pokazal, enim ne, ampak te glavni liki so ga vsi videli.
Ja, seveda, ne, to je bil en tak trenutek za njih, to je bil zelo močen trenutek, ne, ker oni so se počutili, mislim, to je bilo za njih ogromno jim je pomenilo, ne, da dobijo neko priznanje, da vidijo sebe v nekem filmu. Se pravi, ni samo, da so videli film, ampak tudi dejansko so nekaj dosegli s tem, ne, so nekje bili, nekaj naredili, ne, in s tem v bistvu, ja, je dobil film svoj namen, ne, sigurno, ker ta film je bil narejen za njih, predvsem za njih, ne, ta film ni bil narejen tudi ne zaradi tega, da bi jaz služil s tem filmom ali pa karkoli, ker potem nisem več drugačen, ker nevladna organizacija, to je zelo pomembno povedati tukaj, ne. Ampak ja, to je bil lep trenutek, ko so oni to videli, sigurno, ne. Ja, no, zelo čustveno, no, tako, to je bilo, ja, zelo zanimivo. Niso ga hoteli predvajati sicer v kinu, v Katmanduju, seveda ne. Smo pa ga prikazali tako na ulici, pa malo z računalniki, pa tako da ja, so videli filme. Zanimiv je, recimo, en drug avtor iz Slovenije tudi naredil en film o ukrajinskih otroci iz Lice, pa ni oblazne poželje bolj z ukrajinskimi oblastmi. In s tem so dejansko materiale ukradli, novinarji, kar so pol kasneje uporabili, zato so ga donirali, ne, ker da on sam profitira od otrok iz Lice, ne, to je bilo uporabljeno argument, ker se je pač film pol, to je bil film Bomži, podal se avtorja, Andrej Natre je naredil, tudi ni porok, bil pač raziskav, to je zanimiv, no, tako da se ne ti kakšne mogoče take probleme z avtoritetami? Ja, imel sem sigurno težave, ampak kar so po temu, ko je bil film narejen, kar so oni naredili, se je to, da so me gladko zignorirali, ne. Jaz sem film jim poslal, sem mislil, da se bo temu kaj govoril, nič, kaj da ne bi nič bilo. Tudi napisal sem magistrsko nalogo o temu, zelo poglobljeno, sem jo za nalaž poslal, ker to so eni veliki teoretiki, ne, sploh te večje nevladne organizacije, ne. Nisem nikjer zasledil, da bi karkoli kjer bilo, samo kar se je zgodilo je to, da zdaj, ko prijem v Katmandu, da imam vrata zaprta v vse nevladne organizacije. Pač. Ne vem, nisem bil tam, ampak baje, da v redu, no, ne vem, vse pravim. Mene pa zanima glede te jezikovne barijere, kako se to sporo pri snemanju stane? Ja. Nisem že razumel, ali ne? Ja, vse to malenkost, neke osnove sem malo vedel, to so otroci, ne, z otroci se kar da nekako sporazumevati na različne načine. Na drug način pa, ja, sem bil zelo presenečen po tem, ko sem prišel domov, ko sem dobil takle pok prevodov, vse sploh te interakcije na ulici, pa te stvari, ki so se sproti dogajale. Ker jaz z namenom nisem imel prevajalca zraven, glede zato, ker sem imel otroci, so mi to odprli, če bi imel jaz neko ekipo zraven, ker tukaj sem bil sam, ne, bi imel problem, ne, otroci mi ne bi toliko zaupali, ne bi bili toliko sproščeni, in sem rekel, grem pač probati na ta način. Zmeraj sem vedel, zakaj se gre, sam nikoli pa nisem vedel poglobljeno, kaj se pogovarjajo, ne. Tako da mi je bil velik šok, ko sem pol doma prebiral, ko sem dobil prevode, ko sem prebiral točno, kaj so se pa oni na ulici sploh pogovarjali, pa te interakcije med nevladno organizacijo in njimi pa to. Tako da ja, to je bilo, sem bil kar šokiran, no. Mislim, ne to, da nisi razumel jezika, kako si pa ta prvi preboj naredil, da sploh... Znajo malo anglešk, jaz sem znal neke osnove nepalščine, ampak že sam ta prisotnost, no, pa to, pa da jim nekako daš nek smisel, da jih spoštuješ, ne, bolj te neverbalni jezik, ne, to v bistvu pri njih jim ful pomeni, ne, tako da čisto enostavno, sam to nek način, da jim pokažeš, da jih spoštuješ, ker tam jim redko kdo pokaže, da jih spoštuje. Oni so kate pomeni dno nepalske družbe, to pomeni nedotakljivi, to so tisti, ki se jih ljudje niti dotakniti nočejo, ne, se pravi, oni so po njihovem kastnem sistemu na podno dol, ne. In če pride en do njih, pa jih objame, pa če se jih dotakne karkoli, normalno mislim, to zelo cenijo, ne. In punce so pa večinoma vse prodane v Indijo za prostitucijo. Tako da punc pa ni, ne, na ulici. Redko kdaj kjero vidiš, ampak ja, punce pa grejo. Tudi te fante so začeli zdaj prodajati v Indijo.
In to prav te nevladne organizacije. No. Ali lahko še malo o filmu pa o univerzi poveste, ker vendarle ste napisali vam, da ste film naredili za univerzo. Se pravi, mogoče še poveste naslov vaše naloge, konkretno kakšna je bila, kaj ste želeli s tem filmom, pa kdo je bil vaš mentor, ker v bistvu že tukaj ste zdrav vaš observacijski, kot se s tem rekli, etnografski film, videla sem tudi Lunačkovo zraven, Tako je. No, če bi morda še z tega stališča, da bomo tudi v filmu kaj govorili, ne samo v družbi, ker ste pokazali film. Ja, seveda, ja. Rajko Muršič je bil tudi en izmed mojih mentorjev. V bistvu magistrska naloga je z enakim naslovom, Izbira svobode. Samo, da sem se pač, v filmu sem se res, kot ste rekli, osredotočil bolj na ta observacijski način, etnografski, ne. Probal sem čim manj vplivati na sam potek snemanja. Probal sem biti res nek človek, opazovalec, zunanji opazovalec, kar se je dal, to se je dal zaradi daljšega časovnega obdobja, ki sem ga z njimi preživel. Tako da ja, uporabil sem sigurno etnografske načine dela, ne, skozi film. Probal sem združiti nekak film pa antropologijo na nek svoj način, malo eksperimentalen, tako kot je tudi Rajko Muršič rekel, da je to bolj eksperimentalen etnografski film. Tako da, ja, je pa v bistvu v sami magistrski sem se pa jaz pol lotil bolj teoretskega dela, se pravi, tam sem pa bolj analiziral delo teh nevladnih organizacij, njihovih programov, tako da v bistvu eno podpira drugo, ne. Tukaj sem, zelo mi je bilo pomembno, da film ne naredim patetičen. To mi je bilo zelo, zelo pomembno, da probam čim manj vplivati, da probam čim manj, naprimer, imel sem eno veliko dilemo, kako v montaži filma, ne, se pravi, jaz sem imel ogromno intervjuov nevladnih organizacij, ki so se mi ven vlekli, pa sem jim z enim istim vprašanjem, eno in isto vprašanje ponovil 100-krat in mi ga nikoli niso odgovorili, ne. Se pravi, masiral sem jih, dobil ogromno teh nekih odgovorov in če bi jaz skozi film pokazal samo ta kontrast intervjuje pa življenje otrok, bogih otrok na ulici, ne, bi lahko naredil film na ta način, ampak jaz tega nisem hotel. Jaz sem hotel film narediti, da pokažem situacijo tako, kot je. In srečne trenutke otrok na ulici in žalostne trenutke in neke interakcije, na katere nisem hotel vplivati in pustiti gledalcu, da si misli, kar si pač misli. Jaz ne vem, mi to uspelo ali ne, ampak to je bil pač moj namen tega filma, ne. Predvsem pustiti, kakor je film o svobodi, neko svobodo gledalcev, da lahko sam interpretira zadevo na svoj način. Zanimivo je, recimo, bilo že v nekaj takoj uporabiti njihovo glasbo. V bistvu vi, če se motim, ni je, ne? Ne, ni. Kako ste se to odločili? A na cesti ni glasbe, ali kako je to? Ne, glasbe, ne pa lepo v njihove glasbe, na vsakem koraku, ne. Samo jaz nisem hotel z glasbo vplivati na gledalca, ne. Zdaj, veste, z glasbo vplivaš na čustva in tukaj bi bil lahko zelo hiter patetičen, ne. Če bi pokazal otroka na ulici, dal zadaj neko žalostno glasbo, bi takoj neka čustva vzpodbudil pri gledalcu, kar pa jaz nisem hotel, ne. Glede na vaše pač besede o vplivu, ne, otrok, ker pomenili se šolo, ne, čeprav v vašem filmu praktično šole ni nikoli, da bi ni videl odnos teh otrok do šole, ne. Drugo, kar se mi pa zdi mogoče pomembno, je pa, čeprav smo videli, kako so ostriženi predvsem, ne, torej vpliv televizije po mojem je tam velik. Tega tudi niste nekako nič pokazali, no, mislim, kako ste vi selekcionirali material? Neki vplivov, ki so jako pomembni za njih, torej, če dobro gledaš te otroke, točno vidiš vplive, pa jih ni, ne, recimo, vi jih niste pokazali. Zakaj ne? Ja. Pa tako, no, vprašam. Naprimer televizijo, kakor ste omenjali, oni televizije ne gledajo, razen tisti primer, kakor sem ga pokazal v nevladni organizaciji, ki so eno noč preživeli tam. Načeloma televizije oni ne gledajo, oni vidijo, kar poberejo od družbe okrog sebe. Se pravi, vidijo mlade, vidijo tudi te frizure pa te stvari, ne. Frizerja si lahko prvošajo, zato ker dobijo denar od turistov, ne. Denarja, tako kot je Suši rekel, vi imate v žepu več denarja, kakor ga imam jaz. Tukaj ni lagal, to je bilo res, ne. Tako da te vplivi, kakor so, jaz sem bom povedal, ta njihov življenje na ulici je izredno preprosto, ne. Mislim, jaz sem z njimi preživel dneve in več ali manj, kar ti otroci delajo, je ali fehtajo za denar,
večino dneva so zadrogirani od tega lepila, se pravi, niti ne vejo sami zase, potem pa pobirajo to plastiko in včasih prodajo kakšno plastiko. Zdaj, kaj pa njihov vpliv, so pa bolj en drug, ne? Se pravi, največji vpliv, kakor ga imajo, so drugi otroci okrog njih. In te gengi, se pravi, kako ta geng sploh deluje, se pravi, ta notranja organizacija, kako se oni na ulici znajdejo, ne? Se pravi, oni se učijo en od drugega. Ko pride nov otrok na ulico, kot sem prej rekel, da preživi na ulici, mora iti v geng, drugače bo lačen. Prva stvar, kar bo dobil lepil in vse, kar se bo naučil, je od ostalih. In tako, kot sem rekel prej, tukaj obstaja neka hierarhija med temi uličnimi otroki. Zmeri je šef, ki se mu reče Don, pa so pa ostali, ponavadi to po starosti, po izkušnjah in zmeraj se mlajši imajo za vzor nekega šefa. In v bistvu sem gotov, da je to v bistvu njihov največji vpliv na njihova življenja pa na to, kaj so. No. Nimajo oni nekaj takega stika z modernizacijo, pa s televizijo, pa s takimi stvarmi, tudi telefone nimajo, včasih imajo kakšen telefon za kakšno muziko, pa to, kar na ulici dobijo. Ja, sem pa tja se postavijo, kdaj pa kaj pogledajo, sigurno. Ne. Sploh to, ker veliko se tepejo na ulici, veliko teh stvari, ne, mogoče glih te stvari poberejo. Radi imajo take filme, te Bruce Lee, pa Ninja, pa to, ne. To radi gledajo, to, kar v bistvu tudi oni mislijo, da so. Se bom jaz zdaj tukaj umešal, pa bom rekel tako, ne, ker se dvignil naprej roko, seveda izvoli, če vam je v redu, super je biti moderator, se na neki točki moraš upoštevati, da so ti dali nek rok, ne. Tako da, evo, še to vprašanje za ostala, pa kot rečeno že malo prej, seveda je Miha tu še po koncu debate, izvoli, prosim. Res me zanima, kaj se je zgodilo, če so jaz sploh kaj s projektom uličnega gledališča potem? Nič. Nič ne. To je videti iz filma, Ja. to totalno razočarano. Oba dva sta bila neuspešna v filmu. Oba dva sta bila neuspešna. Zato, ki pri Sušilu je tako, Sušil je imel res dober namen. On je šel skozi vso to fazo, on je bil ulični otrok, on je bil posiljen v nevladni organizaciji, mogel je fehtati za njih, on je zamenjal, mislim, 5-6 organizacij, doživel hude stvari, ne, in nekaj prišel ven, je on dejansko hoče tem otrokom pomagati, ker je videl, skozi kaj so šli, ne. Ampak največji problem pri Sušilu je to, da on ne zna drugače. On je odrastel v tem okolju, se pravi, ves input, kakor ga je dobival, ga je dobil v teh nevladnih organizacij, ker z temi otroci ne znajo v bistvu delati. Delajo grdo ali pa delajo na nek tak način, ki ne pripelje nekam delač. In on, kljub temu, da ima dober namen, pa dobro srce, on ne zna drugače, kakor pa to, kakor je gor zrastel. Ne. In tukaj bi tudi ta problem se zelo trudil s tam malimi, samo če bi mogoče druge metode obral, bi bil mogoče tudi malo bolj uspešen. Ne. Tako da ne, ni bilo z tega nič. Tudi on ima zdaj zelo velik problem s samim preživetjem, zaradi tega, ker enkrat ulični otrok, vedno ulični otrok. On je eden izmed srečnih, da je prišel ven iz tega in da je zdaj zdrav in da saj to, ne. Ampak da bi pa on je zelo talentiran fant in hoče biti filmski režiser, ogromno nekih talentov ima, točno ve, kaj si želi v življenju delati, ampak v Nepalu ni šans. Zato, ker je bil ulični otrok, po kasnem sistemu je Kate in Kate bo ostal. In zaradi tega zdaj on more preživeti. In s tem, ogromno, zdaj vam težko povem, ampak ja, ona mi je zelo pomagala, ne, ker jaz sem bil že toliko noter v temu, da več nisem videl. Naredil sem nek rough cut in hvala Maji Vajs, resno, da sem lahko s tem materialom prišel do nje, sem dobil še ene oči. Jo, več, dolg časa se je to montiralo, ne. Jaz sem imel kar krizo pri montaži, ne, ker način, na kakšen to zgodbo pokažeš, ogromno načinov je, ne. In ja, mislim, res zelo mi je pomagala, zelo mi je odprla oči tudi prek filma, en tak, ki se spozna na film, veliko sem se naučil tudi prek tega, tako da ja. Film je tudi to, kar je tudi zaradi Maja, no. Sigurno. Ok, na koncu se vedno najde tako ful, v prazno zapakiranih, ampak lepih stavkov, ne. Jaz bom jako enostaven, okay? Čestitke, vsaka čast in hvala ti od vseh nas tukaj, verjamem, da zbranih.
ker v Nepalu nisi ustanovil še ene nevladne organizacije. Ne še. Ne še, ker nisi in ker ne boš, ampak si namesto tega posnel en res izjemen film. Hvala ti, Miha Mohorič. Ja,